Pozdravljeni. Verjetno se strinjate z mano, da je težko reči ne že popolnemu tujcu, kaj šele svojim staršem. Tudi psihologi nam razkrivajo, da nekaterih stvari nismo dolžni storiti za svoje starše, čeprav imamo mi občutek krivde ali nam mogoče oni vzbujajo v nas občutek krivde. Nismo dolžni izpolniti njihova pričakovanja. Ta pričakovanja se nanašajo ali na poklic, ali na izbiro partnerja, ali mesto in kraj bivanja, ko starši nekaj pričakujejo, mi pa ne. Seveda, lahko jim ugodimo, a s tem samo povzročimo dolgotrajno potem, da bo enkrat v nas jeza, zamera do staršev. Če imamo zdrave odnose, to pomeni, da bojo starši razumeli naše odločitve in nas podpirali pri naših ciljih. Tudi pri vsaki malenkosti jim ne rabimo pomagati. Dostikrat se zgodi, da starši hočejo vzbuditi krivdo v nas, zaradi svoje vzgoje same, njihove mladosti, njihove vzgoje, ali pa tudi zaradi samega načina vzgoje in dogajanja v naši mladosti in odraščanju. Češ, saj veš, kaj sem vse za tebe naredil, kolikokrat sem mogel ponoči vstajati, kolikokrat si bil bolan in sem poskrbel za tebe. Ampak vsaka odrasla oseba, ki se odloči za otroka, se mora zavedati, kaj to za sabo prinese. Torej, da je to male bitjece popolnoma odvisno od staršev, ki morajo za njega poskrbeti. Prav tako pa tudi za vsako sekundo svojega časa nismo dolžni deliti s svojimi starši. Kar pomeni, da imamo svoje cilje, svoje želje, svoje interese, svoje življenje. Lahko pomagamo staršem, ko potrebujejo pomoč. Ne rabimo pa prilagoditi celotno svoje življenje njihovim potrebam. In starši, če je, tako smo rekli, zdrav odnos, bojo to razumeli. Vsak je za svojo srečo tudi sam odgovoren v svojem življenju in ne moremo osrečiti nikogar razen sami sebe in tudi svojih staršev ne. In tega se moramo zavedati. Velika razlika je odgovornost, skrb za družino, da jim pomagamo, ko so pomoči potrebni. Ne rabimo jim pa pomagati oziroma storiti vse, kar oni mislijo, da bi mogli storiti za njih. In zavedati se moramo, da v življenju ne rabimo biti starš svojim staršem. Ne, oni so naši starši. Najlepše je videti, ne bom rekla starostnike, ampak zrele ljudi pri 80-ih, 90-ih, ki še hodijo v hribe, ki se družijo, ki imajo svoj vrtiček, so vitalni, zdravi in takšni bi nam morali biti vzgled in pravilo. Dejstvo je, da se rodimo z naravnim zdravjem. Naše naravno stanje je zdravje, vitalnost, moč. In če živimo v skladu z samim seboj, z naravo, z tem, kaj čutimo, potem mislim, da bi vsi starostniki pri 80-ih, 90-ih lahko bili vitalni. Lep dan, to so bila moja mišljenja, razmišljanja, morda se kdo ne strinja z mano. Lep dan vam želim, tale topel. Lepo se imejte do nekega prihodnjega videa, ko se spet srečamo. Lep pozdrav. Adijo.